Oca in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod bude vedno z vami. In s svojim duhom. Dragi sestre in bratje v Kristusu, lepo pozdravljeni, dravljski farani in tudi naši vojaki po širnem svetu. Kristus nas zbira, nas nagovarja po svoji besedi in v hrepenenju, da bi se združili z njim v svetem obhajilu. V berilu Mojzes prosi za svoje ljudstvo, ki se je pregrešilo proti Bogu, ker ga je zamenjalo za zlatim teletom. Toda še tako velik palec ne more ostati Božjega usmiljenja in obljub, ki so bili deležni na poti skozi puščavo v svobodo, na poti v obljubljeno deželo. Potrebno se je boriti proti vsakršnemu upiranju Bogu in njegovim načrtom, da njemu izkazujemo dovoljno čast, ne pa zlatim malikom teletom, ki smo se jih sami naredili in jih tudi častijo. Gospod je vedno usmiljen z nami, ko ga sami zanj prosimo ali pa kdo drugi za nas. Prosili bomo za močno vero, da ne bomo podvomili v Božjo pomoč in prisotnost. V Evangeliju pa Jezus nadaljuje zagovor pred Judi in poudarja, da zanj pričuje Janez Krstnik, njegova dela, njegov nebeški Oče in Sveto pismo. Ljudje pa zaman iščejo njegovo življenja v Sveti knjigi, v Svetem pismu, ker niso odprti za Boga, ki daje življenje. Potrudimo se, da bomo odpravljali vsako nezaupanje do Jezusa, ki je usmiljen in ne bomo iskali svoje slave. Gospod, naj te vsem srcem služimo pozorno, prisluhnemo tvoji besedi, ki ljudi rešuje in vodi. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. Usmiljeni Bog, s pokoro nas podboljšuješ, z dobrimi deli pa vzgajaš. Daj, da bomo zvesto izpolnjevali tvoje zapovedi in brez duhovnih ran dočakali velikonočne praznike. Tudi prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v času Svetega Duha živi in kraluje vekomaj. Amen. Berilo iz 2. Mojzesove knjige. Mojzes prosi za Božje usmiljenje. Tedaj je Gospod govoril Mojzesu: pojdi, stopi dol, kajti tvoje ljudstvo, ki si ga izpeljal iz egiptovske dežele, ravno hudobno. Hitro so skrenili s pota, ki sem jim ga zapovedal. In naredili so ulito tele, ga molili, mu darovali in rekli: Izrael, to je tvoj Bog, ki te je izpeljal iz egiptovske dežele. Gospod je tedaj nadalje rekel Mojzesu: videl sem to ljudstvo in glej, trdovratno ljudstvo je. Sedaj me pusti, da se vname moj srd zaprnje in jih pokončam. Tebe pa ponapravim za veliki narod. Mojzes je prosil Gospoda, svojega Boga, in rekel: Gospod, zakaj se vnema tvoj srd zoper tvoje ljudstvo, ki si ga izpeljal iz egiptovske dežele, z veliko močjo in z močno roko? Zakaj naj bi govorili Egipčani, zlobno jih je izpeljal, da jih pomori v gorah in iztrebi iz površja zemlje? Odvrni se od togote svoje jeze in naj ti bo žal zaradi zla, ki si ga namenil svojim ljudstvom. Spomni se svojih služabnikov Abrahama, Izaka in Izraela, ki si jim prisegal pri sebi in jim obljubil: namnožil bom vaš zarod, kako zvezde na nebu, in vso to deželo, ki sem jo o njej govoril, bom dal vašemu narodu v večno posest. Tedaj je bilo Gospodu žal zaradi zla, o katerem je govoril, da bi ga storil svojim ljudstvom. Božja beseda. Bogu hvala.
odpel. Gospod, spomni se nas, ker smo grešili. Gospod, spomni se nas, ker so grešili. Gospod, spomni se nas, ker nas ljubiš. Spomni, naredili so tele ob Horebu, molili iz zlata, ulito podobo, svoje veličastvo so zamenjali s podobo bika, ki moli travo. Gospod, spomni se nas, ker nas ljubiš. Pozabili so Boga, ki jih je rešil, njega, ki je delal znamenja v Egiptu, čudeže v Kanovi deželi, čudovite reči v Rdečem morju. Gospod, spomni se nas, ker nas ljubiš. Že jih je hotel uničiti, da ni Mojzes, njegov izvoljenec, pri njem posredoval in odvrnil njegovo jezo in jih ni pogoničil. Gospod, spomni se nas, ker nas ljubiš. Upam v Gospoda, upam njegovo besedo, pri njem je obilno usmiljenje. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je rekel Jezus Judom: če jaz pričujem o sebi, moje pričevanje ni pravo. Drug je, kateri pričuje o meni. In vem, da je pričevanje, ki ga daje o meni, pravo. Poslali ste k Janezu Krstniku in pričeval je za resnico. Tudi jaz ne sprejemam pričevanja od človeka, ampak pripovedujem to zaradi tega, da bi se vi zveličali. On je bil svetilka, ki gori in sveti. Vi pa ste hoteli nekaj časa se veseliti ob njegovi luči. Jaz pa imam večje pričevanje, kakor Janezovo. Dela namreč, ki mi jih je dal moj oče, da jih izvršim, prav da dela, ki jih izvršujem, pričuje o meni, da me je poslal oče. Tudi oče, ki me je poslal, je pričal o meni. Nikoli niste slišali njegovega glasu, niste videli njegovega postave in tudi njegove besede nimate, da bi prebivala v vas, ker vi ne verujete v tistemu, ki ga je on poslal. Preizkujete pisma, ker mislite, da imate v njih večno življenje, a prav ta so, ki pričuje o meni. In vi nočete priti k meni, da bi imeli življenje. Slave ne prejemam od ljudi, ali poznam vas, da nimate v sebi Božje ljubezni. Jaz sem prišel v imenu svojega očeta in me nočete sprejeti. Če pride kdo drug v lastnem imenu, ga boste sprejeli. Kako bi mogli verovati vi, ki sprejemate čas drug od drugega in iščete časti in ne iščete časti, ki jo je daje edini Bog? Ne mislite, da vas bom jaz tožil pri očetu. Vaš tožitelj je Mojzes, katerega vi zaupate. Zakaj, ko bi vi verjeli Mojzesu, bi verjeli tudi meni. O meni namreč on pisal. Če pa njegovemu pismu ne verjamete, kako boste verjeli mojim besedam? To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Bom prebral besedilo neznanega avtorja o tej našem stanju, o epidemiji z virusom. Človeštvo je dobilo točno takšno bolezen, ki se jo je zaslužilo. Naravo smo nehali ceniti, zato smo dobili tako bolezen, da začutimo, kako je naše bivanje v njej tako dragoceno. Nehali smo delati za družino, zato nas je ta bolezen zaprla v domovih, po domovih, da smo se ponovno naučili, kako
funkcionirati v družini. Nehali smo ceniti stare in bolne, zato nas je ta bolezen spomnila, kako so ti ranljivi. Nehali smo ceniti zdravnike in farmacevte, da smo ugotovili, da so nedomestljivi. Nehali smo spoštovati učitelje in zato je ta bolezen zaprla šole, da bi starši lahko poučevali sami in spoznali, kako je težko poučevati. Mislili smo, da lahko kupimo vse, da smo lahko kjerkoli in s komerkoli si želimo in zato imamo to vrstno bolezen, da spoznamo, da nismo vsemogočni. Prosti čas smo preživljali v nakupovalnih središčih, zato jih je bolezen zaprla in zaenkrat se zavemo, da si sreče ne moremo kupiti sami. Veliko pozornosti smo posvetili svojemu videzu, zato nam je bolezen prekrila obraze z maskami in smo spoznali, da naša lepota tam ne obstaja. Mislili smo, da smo gospodarji našega planeta, da smo dobili to bolezen, zato smo dobili to bolezen, da bi nas lahko nekaj tako majhnega, kar ni mogoče videti, pokorilo in nam dalo nekaj ponižnosti. Ta bolezen nam je veliko vzela, hkrati pa nam daje priložnost, da se tako naučimo in razumemo, kaj je v življenju najbolj pomembno. Zato izkoristimo ta čas tudi za premislek o sebi in svojih lestvici vrednot. In skupaj se obrnimo k Gospodu s skupnimi prošnjami. Bratje in sestre, Kristus nas je odrešil s svojo smrtjo in stajenjem, prosimo ga, Gospod, usmili se nas. Gospod, usmili se nas. Naj se oklepamo Kristusa, našega velikega duhovnika in srednika, ki nas je odkupil svojo krvjo. Gospod, usmili se nas. Posveti Gospod vse naše duhovnike, da bodo vredni za sredniki ljubezni in Božjega usmiljenja. Gospod, usmili se nas. Uvari nas, da se ne bomo imeli za modre in pravične, ki ne potrebujejo učitelja in vršenika. Gospod, usmili se nas. Naj ne bo naša ljubezen samo v besedah, ampak naj se zanjo trudimo v vsakdanjem življenju. Gospod, usmili se nas. Nebeški Oče, pomagaj nam, da bomo v medsebojnih odnosih posnemali Tvojega Sina, ki živi in nas ljubi vekomaj. Amen. Hvala Bogu, Gospod vesolja, po Tvoji dobroти smo prili ta kruh, ki sad zemlje, napolnega dela ljudi, da ne postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj. Kako sprejema vino, kapljico vode, tako Bog sprejme našo skromno ljubezen. Hvala Bogu, Gospod vesolja, po Tvoji dobroti smo prili to vino, ki je sad trte dela človeških rok, da ne postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekomaj. Spremno, da so ponižne izkasane takšne, kot smo in kar imamo, ne dogajate naša daritev. Smij, Gospod, mojo krivdo, naperimo vseh mojih pregreh. Molite, bratje, da Bog naš Oče sprejme to mojo daritev. Naj sprejme, Gospod, daritev iz Tvojih rok. Hvala in čast svojemu imenu. V blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Vsemogočni Bog, tako neobogljeni smo, da nas ta daritev očisti vsega hudega in nas vedno varijo vsega. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Kviško srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu,
spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno, zveličavno, da se ti vedno in posod zahvaljujemo, Gospod, Sveti Oče, Vsemogočni, Večni Bog. Ti hočeš, da te slavimo tudi s postom in pokorom, s tem krotiš našo sebičnost in odpiraš srce za stisko bližnjega, da bi posnemali tvojo dobrotljivost. Tudi za mi angeli poveličujemo, hvalimo in z njimi skupaj kličemo. Svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoja slava. Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Gospod vesolstva, zahvaljujemo se ti za Jezusa, tvojega Sina, ki je s tvojim imenom prišel na svet. On je beseda, ki ljudi rešuje, roka, ki je ponuja z grešnikom, pot, po kateri nam prihaja resnični mir. Bog naš Oče, bili smo daleč od tebe, po njem pa smo se vrnili k tebi. Svojega lastnega Sina si zočil ljudem v roki, da bi zaradi njegove smrti vsi živeli v miru s teboj in med seboj. Zato moramo sedaj hvaležno obhajati skrivnost sprave, ki nam je zaslužil. Prosimo te, Oče, posveti te darove s močjo svojega duha, da bomo spomnili to, kar nam je Jezus naročil. Preden se ti je daroval za naše odrešenje, je pri večerji vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako isti večer vzel kelih zahvale, te počasi zaradi tvoje dobrote ga dal svojim prijateljem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost naše vere. Reši nas, odrešenik sveta, ki si nas svojim križem in vstajenjem odrešil. Predobri Oče, tvoj sin je zapustil cerkvi ta spomin svoje ljubezni. Njemu obhajamo njegovo smrt in vstajenje in ti prinašamo dar, ki smo jo od tebe prijeli, in nam vrača tvojo milost. Svojim ljubljenim sinom spremi tudi nas. V tem svetem obidu nam daje svojega svetega duha, da bodo prenehale naše razprtije. Globe ne zaživimo medsebojne ljubezni v občestvu s papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom, vsem škofovskim zborom, vsem tvojim ljudstvom. Naj cerkev po tvoji milosti postane vidno znamenje edinosti v svetu, naj služi miru in ljubezni. Zdaj nas združuje z Božjo Materjo, Devico Marijo in vsemi svetniki po mizi svojega Sina Jezusa Kristusa, in Gospod zbere ljudi vseh narodov in jezikov, vseh barv in na svoje večne gosti, tedaj se bomo veselili popolne edinosti in uživali nemenljivi mir Jezusa, našem rešeniku in Gospodu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu, Očetu, občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. In vsi skupaj molimo Gospodovo molitev, naj bo Bog usmiljen do nas in nam pomaga. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, kakor na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas, dobri Oče, vsega hudega. Usmiljeno pomagaj, da bi živeli po tvojem evangeliju kot velikonočni ljudje. Brez takega
vsakega nemira, vse do dneva, ko si polni upanja, pričakujemo slavni prihod našega rešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, Tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, Ti si naš mir, naša sprava, ki se Tebe umrl stal za nas. Ne glej, Gospod, na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi v miru in v popolni nevinosti, da se izpolni Tvoja volja, saj Ti nas živiš in ljubiš vekomaj. Amen. Gospodu mir, bodi z vami vsemi. In s Tvojim duhom. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Gospod Jezus Kristus in živega Boga, ki si po očetovi volji slane Svetega Duha svetu dal življenje, riš nas na svojem telesu in krv vseh naših prvih in vsega hudega, da bomo živeli v Tvojem duhu in napustili vse ločili od Tebe. Gled v javni Božji Kristus, razlomljen kruh za življenje človeštva. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravlja bo moja duša. Kdor verje uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Gospod govori, svojo postavo položi v njihovo notranjost in jo zapiše v njihovo srce. Jaz bom njihov Bog in oni bodo moje ljudstvo. Molimo. Sveti Bog, teži nas zavest grešnosti. Zakramente, ki smo jih prejeli, da nas očistijo in oprostijo vsake krivde, da se bomo lahko veselili ozdravljenja v večnosti. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod bude vedno z vami. In s Tvojim duhom. Naj vas blagoslovi, vari in vodi, vsemogočni dobri Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite in živite v miru. Bogu hvala.